Velikokrat se še vedno preveč ukvarjamo s tem, kaj se zgodi znotraj tiste ure, ko mi delamo stranko, ne pa pogledamo, kaj človek dela preostalih 23 ur. Pa predvsem zato, ker tudi velikokrat kakšna taka zadeva niti ni tako kritična, ampak če pač ti nekega znanja nimaš, se lahko takrat ustrašiš in temu človeku dejansko potem zreduciraš ven cel kup enih vaj, mu narediš ta program zelo osnoven in ta človek rata še manj odporen na neke vsakodnevne obremenitve, ki jih mogoče ima. In si mu lahko s tem naredil celo slabo. Če pa to zadevo malo bolj tako poznaš v detajle, pa ugotoviš, da mogoče ni tako kritična, da pač, malo bova prilagodila ali pa zgolj je mogoče bil samo slab trenutek, mogoče pa niti ni vpliv vaj. Se raje osredotočiš na to, kaj je ta človek delal v zadnjih 24 urah ali pa v zadnjem tednu in mogoče tam odkrijete rešitev. Ne? To je pač, tudi se mi zdi en zelo pomemben vidik na področju sploh kroničnih bolečin, da velikokrat se še vedno preveč ukvarjamo s tem, kaj se zgodi znotraj tiste ure, ko mi delamo stranko, ne pa pogledamo, kaj človek dela preostalih 23 ur. Ker pač človek očitno nekaj ne funkcionira v redu, če ima težave. Ne? In lahko se znotraj teh vaj eni detajli pokažejo in tudi jih lahko popravimo, potem pa ta človek zapusti in gre delati vse nazaj isto. Ne? Tudi to je tisto, ja, na katerem je neka glavnina našega dela z našimi strankami in pa potem tudi z trenerji, ki jih izobražujemo. Ne? Torej, da bojo znali svetovati na takšen način strankam in jih obravnavati, da se bojo res te vračale k njim vedno močnejše. In da bojo sami vedeli, kaj delati s svojim telesom. Ker je nekje mehanizem, ki jim povzroča bolečino in ga oni ne odpravijo. Vse to je v bistvu tisto, kar sva že prej govorila, tudi to učenje strank, ne? Da v bistvu, da jih naučimo, kako v bistvu, da jih naučimo gibati ali pa nekako ravnati s svojim telesom na ta prav način. Ne zgolj takrat, da ga tle naštimaš kot robota, da naredi tistih 10 idealnih počepov, potem pa vidiš, ko odloži to v tež, pa že gre vse po svoje. In tle je sigurno velika taka zadeva, ki pri marsikomu manjka, ne, recimo, ta prenos v vsakdanje življenje. Prenos, torej najprej v bistvu diagnoza, ne, to da znaš v bistvu z neko gibalno diagnozo človeka videti, kje ima morda vzrok, mehanizem, ne, da se te bolečine pojavljajo in pa potem, da mu znaš sestaviti vaje oziroma gibalne nasvete, tudi ne samo vaje, na takšen način, da bo tudi on sam to razumel in bo jasen, ker dostikrat vidim, ljudem ni jasno, ko pridejo od strokovnjakov.